Evropejada res izredna, mislim, da se je splačal ves trud, ki smo ga vložili v ta projekt. Je bila zelo lepa izkušnja igrati predvsem za našo reprezentanco, ki predstavlja našo skupnost. In to je tudi tisto, kar me je vodilo, da sem vztrajal pri nogometu. Mislim, da smo ustvarili dobro ekipo in ta mislim, da je bil glavni faktor za tak pomemben rezultat. Najlepše je bilo po prvi tekmi, ko je bilo druženje med našimi igralci in igralci različnih drugih manjšin, ki so nastopale na Evropejadi, in vzdušje, ki se je ustvarilo med vsemi temi igralci, je bilo enkratno in zato so gotovo velik delež pripomogli prav naši igralci. Lepih trenutkov je bilo veliko, bodi se na igrišču kot zunaj. Morda prva tekma, ker smo imeli veliko navijačev, je bilo izjemno vzdušje. Najgrši trenutek pa, ko so nas izločili, ker vseeno sem si želel, da bi se prebili vsaj do polfinala. Ja, na igrišču, kot sem že rekel, tekma proti Srbom z Hrvaške. Izven pa bi rekel klapa od jutranjega morninga šoja do, ne vem, do jezera, do fešte, do parade v mestu, bilo zares izjemno. Tekma je bila res zelo težka, Slovaki so res dobra ekipa, predvsem v napadu so bili res hitri. In v obrambi pač so bili, po mojem mnenju, malce slabši, zaradi tega smo tudi zabili 3 gole, ampak odkrito si nisem čakal tak nivo. Tukaj bi rekel, da v nogometu se lahko vse zgodi. Nasprotna ekipa je bila zelo dobra, mislim tehnično tudi boljša od naše. Vseeno pa so naši igralci res pokazali eno taktično zrelost, ampak še bolj pa eno naklonjenost našim žilam, naši skupnosti, da so dali res vse od sebe in smo prišli do konca z res izjemnim rezultatom. Ja, druga tekma in sem zelo vesel od moje predstave in zelo vesel, mislim, najlepši trenutek s Evropejade, po mojem mnenju, bilo zadnjih 20 minut. Bi lahko bili komot 5-6 dni tam, a ne bi prijeli gole, po mojem. Srbi, tudi on je res organizirana ekipa, tehnično res dobra ekipa. Mi smo se tudi borili kot levi. Je bila dovolj samo ena točka, točko smo tudi dobili in se tudi prebili v naslednji krog. Mogoče ne, oni so bili dobra ekipa, mi smo dali vse od sebe, smo igrali borbeno, požrtvovalno, si nimamo kaj očitati, lahko bi tudi s kančkom sreče zabili en gol. Pri tej tekmi res sem užival, ker smo igrali proti najmočnejšim nasprotnikom, res kvalitetna ekipa, uravnovešena, torej niso imeli šibkih točk. Vseeno pa smo dokazali, da res, če damo, tako kot na prvih 2 tekmah, vse od sebe, utegnemo biti vsaj enakovredni tudi najmočnejšim tekmecem, čeprav je naš nivo, torej naše nogometno znanje, morda pod tem, kar bi lahko bilo, da bi se kosali in skušali tudi zmagati. Torej moramo dodati nekaj več in na tej tekmi smo dodali nekaj več, žal pa ni bilo dovolj zaradi enega gola. Na igrišču bi rekel Edvin, Alen in Erik, izven pa Maja in Rafaela. Bi začel kar z izjavo, ki jo je dal trener Južnotirolcev. Rekel je, da vsako izvedbo je kvaliteta na Evropejadi višja. Torej vedno več je res dobrih ekip in če primerjamo še vedno z njimi, seveda imajo
Na 25 igralcev je bilo 22 iz elitne lige, 3 iz promocijske lige. To je naš cilj, torej, da bi v naših slovenskih društvah igrali Slovenci v elitni ligi, v promocijski ligi in takrat bi lahko bili na nivoju. Seveda to je samo, kar se tiče nogometnega. Kar se tiče drugega pa, še enkrat se zahvalim vsem tistim, ki so nam dali možnost in upam, da bodo tudi drugi imeli to možnost, da se udeležujejo Evropejade, ker je to eno izredno tekmovanje, še bolj pa izredno druženje. Se srečati z drugimi manjšinami iz cele Evrope je to res bogatenje svojega lastnega izkustva, je pa tudi bogatenje našega zamejskega prostora, ki ga tako vidijo, ga tako spoznajo tudi širom po Evropi. Tomas Merakomando ima že v glavi tvoj rekord, moraš biti igralec, ki naredi največ nastopov na Evropejadi z Žile in tako naprej. Ne stoji jaz klebas. So pežanti. Nisem spal po noči.